Drage gledalke, cenjeni gledalci, prisrčen pozdrav. V veliko veselje mi je, da se bom danes lahko pogovarjal s prav posebnim gostom. To je eden izmed 5 letošnjih novomašnikov, Gregor Capuder. Gregor, lepo pozdravljeni v družininem studiu in prisrčno dobrodošli. Najlepša hvala. Kako ste kaj zadnje dni, zadnje tedne? V redu, notranje zelo miren, na zunanje pa veliko dejavnosti, veliko obveznosti, ampak srce je mirno. Naj tako tudi ostane. Povejte mi najprej morda malce o sebi. Prihajate iz Moravč, študirali ste prej ekonomijo 1 leto, razredni pouk 2 leti, potem je prišla odločitev za duhovniški poklic. Kaj pa sicer še radi počnete? Zelo rad se družim s prijatelji, sploh ob dobri kavi, rad tudi obiskujem nove kraje, rad potujem, preberem kakšno dobro knjigo, serijo, pogledam kakšen dober film, tako. Čisto običajne stvari. O vašem življenju, duhovni in osebnostni poti pa bova kaj rekla še v naslednjih minutah. V zadnjem letu ste bili na praksi v župniji Kranj-Šmartin, obenem pa ste zaključevali študij, tako nekako študijsko, praktično leto je bilo. Kaj vam je prineslo, katera so bila glavna spoznanja tega leta? Zagotovo je bilo to leto novih izkušenj, novih spoznanj, kar me je predvsem obogatilo v smislu mojega pogleda na duhovništvo. Moj teden je kar poln, prvi del tedna preživljam tukaj v Bogoslovnem semenišču, dopoldneve tukaj na Teološki fakulteti, kjer obiskujem program izpopolnjevanja, namenjen diakonom, popoldne pa sledi program v Bogoslovnem semenišču. Potem četrtkove popoldneve sem v hiši Ljub Hospic kot prostovolec, družabnik, v stiku z umirajočimi in temi, ki potrebujejo naše podpore, naše molitve in pa tudi našo bližino. Konce tedna pa, tako kot ste omenili, preživljam na župniji Kranj-Šmartin. Pravzaprav začnem prakso že v petek dopoldne, pomagam župniku. Potem popoldne poučujem verouk, 3. in pa 7. razred. Po sveti maši pa zahajam na župnijo Drulovka Breg k mladinski skupini. Je tako lepo občestvo mladih in skupaj potem spoznavamo vero in jim na nek način tudi ob pomoči še drugih laikov predajam versko znanje, verske izkušnje. Potem ob sobotah velikokrat obiščem skavte, klanovce. Popoldneve pa kar sledi, ali delo v pisarni, ali pomagam župniku pri zakramentih in tako naprej. Imamo prav tako mladinsko skupino tudi v Kranju Šmartin zvečer in pa animatorsko skupino, tudi tam sem zelo rad prisoten. Potem pa nedelja so pa svete maše, 2 maši dopoldne, tako. Potem popoldne izkoristim čas še za obisk doma na hitro. Zvečer pa že začnemo v Bogoslovnem semenišču z večernicami in posledično z novim tednom. Zelo dinamično diakonsko leto, kaj ne? Vam gotovo ni dolgčas. Ne, sploh ne. Verjamem tudi, da ste se veliko naučili, spoznali v tej pastoralni praksi, pa se najprej za hip ustavlja pri mladih oziroma otrocih. Zelo zanimivo mi je bilo, ko sem prebral v intervjuju, ki ste ga dali v pogovoru s Markotem Mesojecem za družino, da ste 2 leti študirali razredni pouk. Torej, ste želeli postati učitelj. Veliko razmišljam sam in tudi kaj preberem, kakšen bi lahko bil verouk, pa ni. Kakšen pogled imate vi na to? Bi ga kaj, v narekovajih rečeno, reformirali? Hvala za to vprašanje. Drži, 2 leti sem študiral razredni pouk, tam sem spoznal odlične ljudi, odlične sošolce, hkrati pa tudi dobil en lep pogled na učiteljski poklic, dobil tudi nekaj znanja in to s pridom izkoriščam, pravzaprav tudi pri verouku. Moje mnenje je takšno, da najprej mora biti smisel verouka, da pravzaprav otroke, mlade pritegnemo k Kristusu, da jim približamo Boga, približamo cerkev. To se mi zdi, da je tisti prvi cilj in glavni cilj, k kateremu moramo stremeti. Se pa zavedam, da so mladi otroci še na poti odraščanja, dozorevanja in da potrebujejo tudi neko strukturo, neko temeljno znanje versko. In pri tem se je treba posluževati tudi teh procesov, ki mogoče na prvo žogo niso najbolj
kako bi rekel, privlačni, torej da je treba tudi preverjati znanje, jih spraševati o stvareh in podajati tudi neko pomnenje znanja, da pomnijo znanje, hkrati pa vedno imeti v zavesti, da jih mora to pripeljati k Bogu in da mora biti tista izkušnja, tista lepa izkušnja Boga pravzaprav prednostna pri vsem tem. In da morajo vero in vse, kar doživljajo pri verouku, v teoriji, pravzaprav tudi povezovati s svojim vsakdanom, svojo vsakdanjo izkušnjo Boga, molitve. Kje v tem pogledu torej najti ravnotežje med možgani in srcem? Jaz bi rekel, da črpamo iz njihove izkušnje, iz tega, kar doživljajo, kar doživljajo v šoli, doma, med vrstniki, pravzaprav iz tega, bi rekel, da je odgovor, da tam v tej njihovi trenutni situaciji, v trenutnem doživljanju sveta, tam jim moramo približati izkušnjo Boga. Gotovo je tukaj velik vzgled in odgovornost na nas starših, po drugi strani pa tudi na duhovnikih oziroma drugih pastoralnih delavcih. Ja, drži. Še vseeno je v slovenski družbi, pa družbi nasploh, nekako duhovniški poklic še vse neka avtoriteta, nekdo, ki predaja drugačno znanje, kot ga predajajo starši, in zagotovo morajo mladi pravzaprav najprej v meni kot katehetu, kot diakonu, pravzaprav najti nekega sogovornika, nekoga, ki jih posluša, ki jih spremlja, ki se zanima zanje, ki ve na nek način, kaj doživljajo. In se mi zdi, da so to tisti prvi koraki, ki lahko tudi pritegnejo njihovo pozornost, da so pripravljeni potem prisluhniti tudi pri globjih verskih stvarih in vsebinah. Bi se strinjali s tezo, da duhovnik oziroma katehet daje znanje, starši pa odnos do vere? Ja, bi rekel, da drži to. Bi rekel, da drži, in bi tudi rekel, da nasploh duhovnik v stiku z otroci in v stiku z mladimi in širše pravzaprav daje obraz cerkve. Skozi njega bodo potem tudi nekako dobili predstave, kaj pravzaprav cerkev sploh je. In zato so duhovnik na nek način predstavlja tista vrata, ki usmerja ljudi k Kristusu, ki usmerja ljudi v cerkev. In taka dobra, verjetno široko odprta vrata si želite biti tudi vi, predvidevam. Res je. Pomakniva se generacijsko malce naprej k mladim. Omenili ste, da delujete v dveh mladinskih skupinah, trenutno na Gorenjskem. Rekli ste tudi, da v roke radi vzamete dobro knjigo, si ogledate kak zanimiv film ali serijo. Verjamem, da to niso strogo samo duhovne tematike, da gledate in ste razgledan tudi na področju pop kulture. Kako važno se vam zdi, da je duhovnik, še posebej mlajše generacije, kot ste vi, razgledan tudi na teh področjih, torej neki sodobni trendi, kultura mladih, kaj oni gledajo, kaj poslušajo, o čem razmišljajo? Koliko vam je to važno? Ne, zagotovo je zelo pomembno. Kot sem že prej omenil, to je njihovo trenutno življenjsko stanje. V tem oni so, to oni poslušajo, spremljajo po socialnih omrežjih. In zdi se mi, da duhovnik mora poznati te stvari. Tudi sam uporabljam Instagram, Snapchat in druga socialna omrežja. In ravno tudi z namenom tega, da lažje razumem njihovo generacijo, njihovo razmišljanje. In to mi potem tudi pomaga, da jih spremljam, kje so, kaj potrebujejo, kaj iščejo pravzaprav. Kako začutite mlade? Pa ne mislim samo prek družbenih omrežij, ampak tudi seveda pogovorov v živo, zanimivih tem, ki jih predstavljate, ali pa morda, kot predstavljam si, oni izzovejo kdaj vas? Zagotovo me izzovejo, sploh iz načina, češ cerkev je nekaj togega, nekaj staromodnega, kako potem nekdo, jaz, mlajši, se sploh odločam za ta poklic. To sem večkrat naletel na tovrstna vprašanja, kako bom pravzaprav živel celibat, kako bom živel eno župniško življenje in tako naprej. Ampak čim me tudi spoznajo iz tega, da sem tudi jaz v stiku s svetom, da sem tudi jaz del trenutne sodobne družbe, trendovske družbe, pravzaprav lažje prisluhnejo, lažje tudi dobijo neko zaupanje vame, jih pa to izzove, jih pa to sigurno izzove. Morda tudi, ko se sami osebno bolj odprete, poveste kakšno, ne bom rekel intimno, ampak morda osebno stvar, tudi kakšno šibkost? Tudi, zagotovo. In spoznavam tudi, da so dragocene izkušnje,
ko jim pripovedujem o svoji mladosti, o svojih pravzaprav dvomih, pomislekih, kaj sem se jaz kot najstnik, s čim sem se jaz kot najstnik soočal in tako naprej. In na ta način tudi doživijo, češ, tudi on je šel čez podobne stiske, podobne težave, kot gremo mi, podobno gleda na svet. In se mi zdi, da so to tiste vstopne točke, ki nam pravzaprav potem pomagajo najti skupno besedo. Katere so tiste teme, vprašanja, ki mlade ta hip najbolj žulijo? Kaj jih bremeni? Kaj jih vznemirja? Zagotovo si vsak mlad, tudi sam sem si to želel pred vstopom v bogoslovno semenišče, želi, da bi bilo njegovo življenje popolno, izpopolnjeno, da bi imeli vse, da bi lahko potovali, imeli družino, imeli otroke, imeli sanjsko kariero, dober avto, lepo hišo. Zagotovo so to vse tiste želje, ki jih imajo mladi v sebi, torej, da bi živeli na nek način pristno življenje. Hkrati pa opažam, da za vsem tem je neka želja po sreči. Želijo biti srečni. In na nek način vidim svoje poslanstvo v tem, da jim predajam, da krščanska vera je tista vera, ki nam v globini daje srečo, ki nam v globini daje upanje in da je krščansko življenje najboljša investicija za njihovo življenje. Se mi zdi, da je to tisti glavni cilj, namen, ki jim ga lahko ponuja. Kako jim to razložite? Morda tudi končni naš cilj, nebesa, presežnost nekomu, ki je še daleč od tega morda, da bi razmišljal o smrti. Zdi se mi, da najboljše orodje tukaj je pravzaprav moje življenje. Moj pogled na stvari, da vidijo preko tega, kako jaz živim, kako jaz razmišljam, kako jaz, da to, kar delam, da me izpopolnjuje, da me dela srečnejšega, bolj srečnega, da je to tisto, kar jih uname, da lahko tudi sami pri sebi spremenijo življenje, spremenijo svojo miselnost. Ste se s podobnimi vprašanji v svoji mladosti tudi vi ukvarjali ali vendarle v tistih časih ste razmišljali malo drugače? Tudi jaz sem šel čez to pot, tudi jaz sem se prav tako ukvarjal s temi vprašanji, iskal tisti pravi smisel življenja. In ja, sem bil iskalec, priznam. Ena od stvari, ki naju druži, je tudi pitje kave. Nisva bila še na kavi skupaj, ampak gotovo ste pa večkrat posedeli s prijatelji. Povejte mi, kaj so vam rekli, ko ste jim prvič razkrili, da odhajate v bogoslovje, oziroma v propedevtični letnik najprej? Situacija je bila kar je kompleksnejša. Ja, kakor ste omenili, rad pijem kavo, tudi veliko takih trenutkov, tudi božjih dotikov, če tako rečem, sem doživel tudi ob kavi. Lepe spomine imam to, ko sem recimo vsako jutro v času še študija na razrednem pouku obiskoval sveto mašo vsako jutro, sem vedno šel na kavo. Ob kavi vedno potem premišljeval, kaj se je pri maši zgodilo, premišljeval o dnevnem evangeliju in tako. In vedno je kava mi predstavljala tisto neko točko, ki ni samo eno okrepčilo zame, ampak je tudi okrepčilo duhovne narave, okrepčilo, ki me tudi pelje k Bogu na nek način. In tudi, ja, kot sem omenil, se zelo rad družim s prijatelji ob dobri kavi in tudi večjim prijateljem sem ravno ob kavi povedal za svojo odločitev. Odzivi so bili pa zelo različni. Nekateri so bili presenečeni, marsikdo mi je pa rekel, veš, sem vedel, da se boš nekoč odločil za ta korak. Nekateri pa ja, so bili šokirani, zmedeni tudi, ampak širše gledano zelo veseli zame in veseli, da se podajam v nekaj, v čemer bom srečen. Zakaj mislite, da so vedeli? Zato, ker ste bili prej ministrant, animator? Morda deloma tudi zaradi tega, čeprav moram priznati, odločitve oziroma faze odločanja, premišljevanja, pravzaprav nisem delil z večjimi osebami, sem res držal to v nekaj intimi, zasebnosti, ampak so nekateri kljub vsemu to opažali navzven. Spremenil sem marsikakšno življenjsko navado, nisem bil morda več tako, kako bi rekel, zabaven, da bi hodil na zabave, da bi bil deležen tako družbenega življenja, ampak sem se nekako tudi malo umaknil od vsega tega, umaknil v en notranji duhovni svet in premišljeval odločitve. In s tem tudi spreminjal svoj pogled na življenje, pogled na tiste vsakdanje stvari, ki sem jih morda prej delal. Ste bili predtem nekoliko bolj razposajeni? Ja, bi rekel, da. Sem zelo tudi po naravi komunikativna oseba in vedno bil v družbi, vedno bil tisti capo di banda, zabaval ljudi, bil v stiku z ljudmi, tako.
Torej, kakšne šale vam ni bilo, ali pa do tipa vam ni bilo težko povedati? Imam zelo rad šale, hece, tako da. Odlično. Morda mi povete še, kaj so pa vaši domači rekli, ko ste jim razkrili, če se zavrtiva čas malce nazaj, bilo to pri kakšnem nedeljskem kosilu ali ob kakšni drugi priložnosti, ko ste bili vsi zbrani? Pravzaprav je bilo tako, no. To, da bi povedal doma, sem odlašal zelo dolgo časa, kakšne 2 meseca, no, in sem bil v tistem času zelo nemiren, ne. Ko se ti nekaj v notranjosti dogaja, bi rad tudi to, sploh končno odločitev tudi sporočil mojim najbližjim, tistim, ki jih imam tudi najbolj rad. In v bistvu odločitev je bila zelo sproščena, pravzaprav sem se eno nedeljsko popoldne odločil, dovolj je, bom zvečer zbral družino in jim povedal to odločitev. Prvi vtisi doma, starša sta bila šokirana, nista pričakovala, mama mi je tudi v istem hipu odgovorila, ne, vedno si govoril, da boš nama peljal svoje otroke v varstvo, da boš ženo šla potovati in malo po svoje, vedno sva si govoril, da si družinski človek. In na nek način sta bila iz tega vidika šokirana, presenečena. Medtem ko moje sestre in pa brat so bili veseli, no. Tudi sestre so mi takoj izrazile veliko podporo in me tudi nekako kot brata začele gledati malo bolj drugače. Vesela je bila tudi teta, bila je tudi navzoča takrat zraven in je rekla v tistem hipu, ko je bila prvi trenutki tišine, je rekla: Gregor, jaz te podpiram. In nekako je tudi tisto napetost malo razelektrira, če tako rečem. So pa potem starši res potrebovali nekaj časa, da so vse skupaj sprocesirali, vendar smo tudi tisti večer zaključili z besedami, da ne glede na to, kar se bom odločil, želita, da sem jaz miren in da sem jaz srečen v tem, kar delam. In to je bil tudi neko znamenje tudi zame notranjega miru in tiste svobode, da lahko grem prosto na to pot. Povejte nam še malce več o vaši družini, o vaši povezanosti, tudi z duhovne plati. Smo krščanska družina, doma nas je 5 otrok, sam sem najstarejši, potem imam 3 sestre in pa mlajšega brata. Med nami je 8 let razlike, živimo v Ravčah na podeželju in smo zelo vpeti v župnijsko dogajanje, oče je ključar, potem sestre so bile tudi voditeljica oratorijev, pri skavtih dejavne, brat tudi ministrant skupaj z mano. Smo vpeti v to, kar se v župniji dogaja in ja, tudi sami doma smo redno negovali družinsko molitev, vedno molili pred jedjo, tudi ob svetih časih, tudi ob večerih. In cerkev nam je bila vedno blizu, no. Tudi sami smo večkrat radi obiskali kakšno romarsko središče in tako. Ste v mladostnih letih tudi kaj ušpičili? Ja, tudi marsikaj se je dogajalo, no, ampak same lepe stvari bi rekel. No. Verjamem. Povejte mi, kaj se je prelomilo v vas, da ste začeli razmišljati o duhovniškem poklicu, glede na to, da je bilo tedaj za vami že 1 leto ekonomije, pa 2 leti razrednega pouka? Drži, za mano je že en del študijske poti. Kar vam prinaša tudi večjo razgledanost. Res je. Ekonomijo boste tudi na župniji nedvomno potrebovali. Ja, in dati nek širši način razmišljanja tega globalnega dogajanja, zagotovo. Pravzaprav bi rekel, da sem celo življenje, ja, kljub temu, da izhajam iz krščanske družine, da mi je bila cerkev vedno blizu, sem vedno nekako tudi, kar tudi delajo mladi, iskal smisel, zakaj živim, kaj pravzaprav delam, ne. Marsikdaj sem imel tiste, kot sem že prej naštel, tiste plastične cilje, ki jih ima pravzaprav vsak mlad fant v življenju. Sem se začel pravzaprav na eni točki, pri eni sveti maši, tekom tedna je bilo, je duhovnik pri pridigi rekel, da človek bo najbolj srečen takrat, ko bo izpolnjeval to, kar je Bog položil v njegovo življenje. Torej, da bo sledil Božjemu načrtu, Božjemu smislu. In to je bila prva točka, kjer sem tudi sam začel razmišljati: Gregor, čemu slediš? Za kam se ženeš? Kaj je to, kar te usrečuje, kar te bo usrečevalo v življenju? In to so bili prvi tisti koraki, ko se mi je tudi odprl bolj globlji odnos z Bogom, bolj globlji duhovni svet, ko sem se začel spraševati, kaj je pravzaprav mesto na tem svetu, kje je mesto v družbi, moje mesto in tako. In to je me na nek način v eno globje razmišljanje povedlo. Redno sem začel moliti, bolj pristno moliti, bolj osebno moliti.
Oprostite, kaj pomeni bolj osebno, v kakšnem smislu? Bolj iskreno, vse dogodke dneva začel izročati, vse gledal bolj iz te širše perspektive, vse, kar se mi dogaja, sem nekako začel postavljati tudi v božji okvir, ne? Zakaj se mi nekaj dogaja, zakaj sem nekoga srečal. In s tem videl, da ogromno naključij je pravzaprav dobilo širši, globji kontekst v mojem življenju. No? Tako, tudi v fazi odločanja, ne? Sem recimo premišljeval evangelij, pa se mi je kakšen dogodek zgodil, da se mi je poklapalo z dnevnim evangelijem. Ne? Pa če se malo pohecam, se spet vrnem k kavi. Ne? Kot sem rekel, vedno sem pod maši zahajal v meni ljubo kavarno, tukaj v Stari Ljubljani, kafetino, in sem enega jutra naletel na 5 evrov zatlačenih v stolu. Ne? In zanimivo, ravno tisti dan je bil evangelij, zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne? In sem si rekel, 5 evrov sem našel, jih bom dal natakarici, da naj nekaj naredi z njimi. In sem ji res prinesel, rekel, tole je bilo zatlačeno v stolu. In je ona rekla, dajte si iz tega kavo plačati. Sem rekel, ne, dajte vi nekam porabiti to. In je res plačala 2 drugima kavo. In zanimivo, potem v naslednjem dnevu, brez da bi karkoli naročil, mi je prinesla cel zajtrk in je rekla, lejte, cenim vašo gesto od včeraj, tukaj imate zajtrk. In sem si rekel, lejte, kako lepo je, da se vse to, kar delamo, kar živimo, pravzaprav ima neko dimenzijo tudi v božjih očeh. Je pa treba storiti prvi korak. Vedno ponavadi čakamo, da bo nekdo drug prvi korak naredil, vi ste ga pa storili sami. Zagotovo, ampak tudi če podelim eno bolj osebno izkušnjo, faza odločanja, ko se nekdo odloča za neko odločitev, ko poveš, ko stvari izraziš, ko narediš tisti prvi korak, je kot da bi eno veliko breme padlo s tebe. To sem začutil tudi, ko so me starši odložili pred vrati propedevtičnega letnika v Šmarju pri Jelšah. V globini sem čutil nek val, nek veter miru, veselja, notranje stabilnosti. In enako sem začutil tudi o procesiji pri diakonskem posvečenju v Rimu. Isti val, isti vtisi. In to mi je dalo nekako tudi notranjo zagotovilo, Bog je z mano, Bog me spremlja in me vabi na pot, ki me osrečuje, ki me notranje bogati, napolnjuje. Koliko časa ste potrebovali teh notranjih premišljevanj, da ste se dokončno odločili pri koliko? 22 letih. Pri 22 letih. Pravzaprav to razmišljanje je trajalo kar slabo leto, bi rekel, približno 10 mesecev. Tako da je bilo eno obdobje, ker sem tudi že pravzaprav pristopil do tega, do Boga z besedami, glej Bog, tukaj sem, stvar, v katero me kličeš, je velika, me presega, ti dajem čas, daj mi konkretna znamenja in sem res mu pustil, da je deloval eno večje obdobje, da sem tudi jaz potem to odločitev veliko lažje sklenil. In ko je sledil ta mir, v vas ste vedeli, to je to, kljukica, 3. fakulteta prihaja. Tako, gremo naprej. Ste imeli tudi potem še kakšne dvome? Najbrž ni bilo vse tako idealno in zdaj ta mir traja na veke in do zadnje sekunde življenja. Ni tako, si predstavljam. Ja, zagotovo ni tako, sploh ker mlad človek vstopi s to izkušnjo Boga, izkušnjo poklicanosti v bogoslovno semenišče, že v nek oblikovan sistem formacije in pravzaprav tam se sreča z neko strukturo. Tvoj dnevni red se spremeni, tvoje obveznosti se spremenijo, tudi pogled nate, v družbi se spremeni in to so zagotovo neke stvari, ki te oblikujejo. Pravzaprav se tudi srečaš z neko človeško podobo cerkve, z različnimi karakteri, značaji, ki tudi niso vedno idealni. In se mi zdi, da so to tudi tiste težke stvari, ki jih pravzaprav na tej fazi formacije moraš sprejeti, moraš do njih vzpostaviti neki odnos. Hkrati pa, kar je najpomembnejše, to ti ne sme vzeti nekega zagona, nekega poguma in pa nekega spominjanja na tiste izkušnje poklicanosti, na tista glavna vodila, ki so te do teh stvari pravzaprav pripeljale. Marsikdo, tako kot ste že vi sami omenili v maminem odzivu, se sprašuje, kaj pa zdaj pa ne bom nikoli poročen, ne bom nikoli imel otrok. Ste tudi o tem razmišljali, da je to žrtev ali ne vidite tega kot veliko žrtev? Zagotovo sem o tem veliko premišljeval, sploh, kot sem omenil že na začetku,
je bila družina pravzaprav moja želja. Imeti ženo, se poročiti, imeti otroke. In zagotovo je bila to ena točka, ki sem jo veliko pravzaprav izročal v molitvi, tudi predebatiral, razglabljal skupaj z duhovnim spremljevalcem in je bila velika tema tudi pri odločanju, ampak kar me žene, kar mi daje neko tudi tolažbo, je predvsem to, da prav tako kot družinski oče se tudi duhovnik razdaja, daruje za svoje otroke. Duhovnik daruje svojemu župnijskemu občestvu, torej občestvu, kateremu je zaupan. In če na vse te službe, če na celibat gledamo z vidika darovanja, služenja, potem pravzaprav pride en mir tudi pri tem. In to je tudi tisto, kar meni daje neko zasidranost in pravzaprav osmišlja tudi celibat z moje strani. Kaj pa vam je bilo v teh letih bogoslovja, tudi 2 leti dragoceni leti ste preživeli na študiju v Rimu, kjer ste tudi končali teološko izobrazbo oziroma fakulteto. Kaj vam je bilo v največji izziv? V največji izziv predvsem to, da je potreba najti neko novo ravnovesje v sebi, torej molitvenega življenja, zunanjih obveznosti, po drugi strani tudi skrb zase, nekako da ohranjaš tisti notranji mir. To je bil zagotovo največji izziv. Če se dotaknem Rima, zagotovo je bil izziv vstopiti v tuje okolje, med nove ljudi, v nov kulturni spekter. Moral sem se naučiti 2 nova jezika, nemščine in italijanščine, in predvsem sprejeti sebe v vlogi učenca. Ko priješ v neko novo okolje, si postavljen v situacijo, ko se moraš na novo začeti učiti stvari, na novo spoznavati, na novo se znajti. Zagotovo to, sprejeti pri sebi tudi to, da si v podrejenem položaju, da si v fazi učenja, v fazi formiranja. Da ne prideš v okolje že z vsemi znanji in lahko blestiš, ampak si postavljen zopet v vlogo najmanjšega in počasi spoznavaš in se gradiš. Kaj pa vam je predstavljalo največje veselje? Največje veselje je zagotovo spoznavanje novih ljudi, spoznavanje novih kultur. V Rimu sem spoznal ta vidik vesoljne cerkve, univerzalne cerkve, čutil tudi neko bližino s papežem, z Vatikanom. Pravzaprav zelo lepi spomini me vežejo na izvolitev papeža Leona 14. Tudi spremljal sem pobližje smrt papeža Frančiška, pogreb in vse slovesnosti, ki so bile okoli tega. Zagotovo ta vidik, da lahko neko širino potem kasneje delim tudi tukaj v Sloveniji, med ljudmi, med mladimi. In kako si želite darovati in pomnoževati to širino? Kje sebe najbolj vidite? Morda mislite mesto, kjer se vidim? Ali, Mesto, vlogo, kot verjetno sprva kaplan, predvidevam. Res je, da se vračam za eno obdobje še nazaj v Rim, na študij družbenega nauka cerkve v okviru moralne teologije. In zagotovo se vidim najprej kot duhovnik, najprej kot nekdo, ki odpira vrata Kristusu, odpira vrata upanja, pravzaprav ljudem, da vsaka njihova situacija, vsakova njihova stiska ima širše mesto v Božjem načrtu in da za vsako težko situacijo pravzaprav je neka tolažba. Bog daje neko tolažbo, zagotovo se potem vidim v tej vlogi, kot duhovnik, ki daje upanje, širi upanje, hkrati pa tudi na človeški način, da odpiram ljudem tudi duhovno dimenzijo sveta, da odpiram tudi v dialogu z nevernimi, da jim odkrivam tisti lepšo plat sveta in življenja. Tako. Se predvsem med mladimi sprva vidite. Prej na začetku smo govorili o otrocih, o mladih, da imate izkušnje. Zagotovo med mladimi najprej, ker gledajte, mladi so naša bodočnost, naša prihodnost in pravzaprav v tem svetu, ki je zanimiv, poln izzivov, sem spoznal, da mladi iščejo. Mladi iščejo tisti smisel, mladi iščejo globlji pogled na stvari in zagotovo se vidim kot nekdo, ki jim pomaga pri tem. Kakšen pogled pa imate na slovensko cerkev? Marsikdo bi lahko bil pesimist, še ostanek korona časa je, da so cerkve nekako vse bolj prazne.
Ampak že iz vaših prejšnjih odgovorov veje nek optimizem, na čem ga gradite? Zagotovo, gledajte, cerkev je Kristusova, cerkev je Božja in drži. Soočamo se s kadrovsko podhranjenostjo, pomanjkanjem duhovnikov, morda neko navidez družbeno slabo podobo cerkve, grešno podobo cerkve, ampak vstopam z enim optimizmom, ravno zato, ker je pa polno ljudi, polno mladih, ki pa gorijo za cerkev, ki so motivirani, ki jih delo za cerkev, za Boga napolnjuje, in v tem vidim tiste drobce, ki dajejo upanje, ki dajejo prihodnost, ki nas peljejo naprej bolj odprtemu in pozitivnemu pogledu. Že prej ste se morda dotaknili te teme, pa vendarle še malce bolj konkretno in obširno. Kako pa v dialogu z nevernimi ali pa tistimi ljudmi, ki so mogoče imeli slabo izkušnjo s cerkvijo, ki jih je morda cerkev tudi, ali pa kdo iz cerkve tudi prizadel? Kot sem omenil že prej, duhovnik kaže obraz cerkve, ne? In nekako tudi vidim jaz sebe v dialogu z nevernimi, pravzaprav, da oni bojo svoj pogled na cerkev videli preko mene, torej preko mojega razmišljanja, preko mojega načina življenja, pogleda na stvari. In zagotovo je nek zgled, ki ga lahko kot duhovnik dajem, pravzaprav neka vstopna točka tudi za dialog, in da jim na nek način lahko tudi oni spremenijo podobo, pogled na cerkev. Vidim pa kot ključno držo vidim držo spoštovanja. Do ljudi, ki imajo takšne in drugačne izkušnje s cerkvijo, moramo predvsem pristopiti z držo spoštovanja, držo odprtosti, jim prisluhniti, hkrati pa jim na nek način pomagati in odpirati tudi tisto pozitivno podobo. Torej, da obraz cerkve ni samo ta, kot ga imajo oni, negativen, ampak da je tudi veliko pozitivnih stvari, ki jih cerkev dela ne samo za vernike, ampak tudi za širšo družbo, v katero so vključeni tudi oni sami. Kar nekaj sva se pogovarjala o mladih in otrocih, pa morda, zdaj, ko grejo proti koncu tega pogovora, naj pridejo na vrsto še starejši. Omenili ste že, da ste prostovoljec v Ljub hospicu. Kaj vam to delo, kaj vam ta pomoč umirajočim pomeni? S tem bi odgovoril, da pravzaprav ni v tem, kaj jaz tam dajem, kaj jaz tam puščam, kakšen pečat jaz tam puščam, ampak kaj te osebe dajo meni. Priznati moram, teden moj je poln, različne obveznosti, zadolžitve, ampak čas v hospicu je zame čas miru. Tam se jaz človeško zelo umirim, pri marsikom spremenim pogled tudi jaz na življenje, tudi jaz na marsikakšno izkušnjo gledam drugače. In vidim, da v teh trenutkih, ko se človek sooča z minljivostjo, smrtjo, najbolj tolažijo pravzaprav bližina in pa tisti žarek upanja, ki ga lahko človeku svojo prisotnostjo, človeško prisotnostjo daješ. Kako točno je videti vaše delo oziroma vaša pomoč tam? Pridete k ljudem, ki morda nimajo svojcev, ali pa svojci ne pridejo? Pravzaprav pridemo k vsem ljudem, ki so tam, če so le na volji in tudi pri volji za pogovor. Tudi pridemo k različno verujočim, razmišljujočim, pravzaprav k vsem, ki so tam poslani, in vstopamo kot družabniki, torej ne kot verski uslužbenci, verski delavci, ampak kot družabniki, prostovoljci, in smo jim v prvi vrsti na voljo za pogovor. Tako. Kaj ste ugotovili, da je ljudem najbolj pomembno, ne le v zadnjih urah, morda celo v zadnjih minutah življenja? Bi rekel, da so to odnosi. Da so najprej to odnosi z njihovimi bližnjimi, potem pa tudi, v glavnem pa tudi odnos do njih samih in pa odnos z Bogom. Da so to tiste točke, ki so na koncu najbolj navzoče. Kaj pa tisti, ki morda niso verni? Iščejo mir na drugačen način, ampak bi rekel, ga iščejo v odnosih. Tako, ali v odnosih do bližnjih, ali tudi v odnosu do širšega. Torej tudi zaradi te izkušnje verjetno še posebej priporočate, da molimo za srečno zadnjo uro. Res je. Gospod Gregor Capuder, iskrena hvala za vaš obisk v studiu in tale prijeten pogovor. Dragi gledalci, vi pa prisrčno vabljeni k molitvi za
gospoda Gregorja in tudi druge letošnje novomašnike. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.